Dober večer, lep pozdrav, dragi prijatelji Božje besede. Zelo smo veseli, da ste se udeležili današnjega dogodka v okviru svetopisemskega maratona, ki je letos prav polnoleten, 18. je. Tako da smo res veseli, da smo prišli do te lepe štafete. Maraton v bistvu nakazuje, da beremo svetopismo več dni, da smo zelo vztrajni, da ne omagamo že na prvi oviri. In v bistvu nakazuje tudi to, da svetopismo je nekaj, kar nam je pomembno, nekaj, za kar želimo, da ga gradimo skupaj, tudi med zakonci, tudi na takšnih posebnih večerjih. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, tako da smo veseli tudi današnjih prostovoljcev, ki nam bosta pomagala osvetliti to tematiko. Danes smo si v bistvu zadali eno tako zelo posebno temo, ki morda se na prvi pogled ne zdi, da bi sodila v svetopismo, ampak ni tako. Ugotovili bomo skozi večer, da svetopismo veliko pove o ljubezni, o miru, o konfliktih, o zakoncih, tako da marsikaj se notri najde in smo zelo veseli, da vas to tudi zanima. Letošnji naslov maratona je Gospod je mir. Tako da bo tudi na ta naslov speljan današnji dogodek, ker vemo, da poteka veliko vojn, veliko nemirov, ampak tudi mogoče na nekem ožjem območju, družine, tam, kjer delamo, tam, kjer morda hodijo naši otroci v šolo, družinske krize. Veliko je tega, kar nas spremlja na vsakem koraku in se lahko vprašamo, kakšen odgovor pa ima Bog. Mogoče nekaj kot ljudje razmišljamo, ampak res, kakšen odgovor bi našli pri Bogu. Tako da svetopisemski maraton v bistvu spodbuja tudi to razmišljanje ob svetem pismu na današnje moderne tematike, ki nas zanimajo. Danes smo zelo veseli, da sta z nami zakonca Tavčar, Meta in Rudi, in jo res lepo pozdravljam. Dober večer. Dober večer. Zelo sem vesela, da ste se odzvala temu vabilu. To je ena takšna res luštna anekdota. V službi nam je Rudi predaval, potlej sem se pa pogumila, pa sem šla in ga vprašala, ali bi tudi na maratonu sodeloval, pa je rekel, z veseljem, pa še žena bo sodelovala, tako da smo res se lepo zmenili za ta današnji dogodek. Sta izkušena imagoterapeuta na področju partnerskih odnosov, oziroma sta delala tudi skupaj, sta pa mož in žena, stara starša in aktivna kristjana. V bistvu smo zelo veseli, da lahko tudi z tega pričevalskega vidika, da imamo kristjane, ki znajo povezati, bomo rekli, ta profesionalni vidik s svetim pismom in kako res vero živeti danes v vsakdanjem življenju. Tako da nama boste s tem svojim strokovnim, praktičnim znanjem pomagala do razumevanja konfliktov in pa kako bi mi ustvarili več miru v vsakdanjem zakonskem odnosu. Tako da se bomo pogovarjali, kaj svetopismo pravi, kaj stroka misli in kako lahko to konkretno uporabimo, s katerimi metodami se lahko vsak dan pomagamo v našem življenju. Tako da, Meta in Rudi, res prisrčno dobrodošla. Za začetek bi vaju povabila, da morda še sama povesta kaj o sebi, morda kako ste se odločila takrat za ta poklic ali je kaj posebej zanimalo, da ste se tega lotila. Tako da vaju kar povabim, da še sama povesta kaj o tem. Ja, mogoče res malo o sebi, da poveva. Midva sva zdaj poročena 45 let, ne? In zdajle bo, oziroma 46 že, in čez par let, čez nekaj let bo kmalu 50 let, ker sva začela hoditi, ne? Rudi, maja, no. mesecev. Mesecev, ja, tako, ja, mesec. Za datume sem bolj jaz pri naš hiš. 45 let sva poročena. Ja. Ja, tako, poročena sva 45 let, čez par mesecev, a ne, bo pa maj, a ne, in skratka, maja sva začela hoditi leta, ne vem, kjer, 76. 76, no, tako da,
Glejte, No, to je, takole vidite pri nama, tako če se kdaj sprašujete, če je kaj konflikta, lahko rečemo samo 2 besede, pa lahko že čez ja, drugače vidite ja, stvari. Če je še kot drugod, hvala Bogu, no, pri nama je. ja. Imava 4 odrasle hčere, 8 vnukov, tako da konflikti so bili, so še zmeram, a ne. Delava tudi na konfliktih, sva delala, a ne. Meti je delala s pari, jaz pa bolj v organizacijah, no. Še tisto. Zdaj, kako sem prišla v bistvu do tega poklica, jaz zdaj tega ne delam več, ker sem 7 let nazaj doživela adrenalno izgorelost in je bilo pol prehudo in sem s tem nehala. Ampak v bistvu moj osnoven poklic je, sem višja medicinska sestra in sem delala veliko po intenzivnih negah, na koncu kot glavna sestra v domu upokojencev v Kranju. In ko si postavljena na tako vodstveno mesto, so me začeli zanimati tudi odnosi, ker sem imela eno tako iluzijo, da bom jaz pa tako delala z ljudmi, da bodo čisto vsi zadovoljni, a ne. Pol sem hitro odkrila, da kakor se obrnem, enemu pokažem zadnjo plat, da ljudje hodijo do mene samo takrat, ko ni dober, nikoli takrat, ko je dober, in sem se začela izobraževati iz dinamike medčloveških odnosov, komunikacije, konfliktov in tako naprej. In to me je pa tako potegnilo, da sem zapustila svoj osnoven poklic in potem delala več kot 20 let, sem se prešolala v bistvu kot imagopartnerski terapevt. Skupaj z Rudijem sva vodila tudi šole za partnerske odnose, vikend delavnice, dolga leta, ogromno večerov je šlo, veliko parov je šlo skozi, eni so uspeli z božjo pomočjo obdržati svoj odnos. Je pa tako, da partnerska terapija ni aspirin, ki ga vzameš pa deluje, ampak ti samo odpre prostor in možnosti, da se učiš obnašati drugače, ker samo spremenjeno obnašanje prinese spremenjene rezultate oziroma zaželene rezultate, ja, odnosa tega prostora med nama. No, tako sva nekako prišla v ta poklic. Ja, dejansko sva pa, a ne, začela tudi, a ne, stiske so bile tudi med nama, a ne, tudi, a ne, in pol, ko sva tudi sama poskušala in razmišljala, kako bo te najine stiske reševala, a ne, pol pa začneš brati, se pogovarjati z ljudmi, a ne, in potem sva tudi skozi to, a ne, da sva na nek način zaradi lastnih stisk stopala na neko pot enega spoznavanja, ne samo teorije, ampak samo spoznavanja in pol seveda tudi nekih tehnik, a ne, in pol sva se v bistvu s tem, ko sva videla, to deluje, ne, pol sva rekla, lej, to je treba dati naprej, ne. Ja, ker je bilo ena tema, ki sva se zelo trudila pogovarjati, ampak nikoli se nisva znala pogovoriti in ta tema je bila v glavnem, kako bova uskladila v bistvu Rudijevo delo in kariero in njegovo prisotnost doma, ker je ogromno delal, jaz sem bila pa zelo veliko sama z otroci plus službo in velikokrat se je zgodilo, da bolj, ko sva se pogovarjala, globlje sva tonila in nisva prišla do konca teh pogovorov niti rešitev, tako da sva pa sama naletela na to delavnico iz imagoterapije in ta nama je dala pol tista orodja, ob katerih sva dobila upanje, da se da iz tega kakor nerešljivega konflikta in nezmožnosti, da razumeva drug drugega, priti ven, in res se je dalo. In to naju je pol tako osvojilo, da sva se iz tega izobražila in temu posvetila pol najin skupen del življenja do moje izgorelosti oziroma zdaj upokojitve. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Če nas bo še kaj zanimalo, bomo pa v chat napisali, pa kasneje preverili.
Zdaj, za začetek, po tem lepem uvodu in predstavitvi, bi Meto prosila, da prebere en del, en citat, en odlomek iz Svetega pisma. Smo rekli, da bomo na tem dogodku svetopisemskega maratona morda začeli tudi z enim odlomkom iz Svetega pisma. Potem, po tem odlomku, se bomo pa začeli spraševati, kaj pa zdaj ta konflikt je, kaj stroka pravi, a najdemo kakšno reč na to tematiko v Svetem pismu, kako je zdaj ta konflikt povezan z mirom, kako je morda povezan z zakonom, kako je povezan z ljubeznijo. Skratka, kaj pravi ta strokovni del in kaj pravi Sveto pismo. Ja, no, jaz tako, gremo v Božjem imenu zdaj vso tole pot, a ne? Jaz sem izbrala to, kar bi skoraj rekla, da poznamo vsi in se ogromnkrat bere na porokah. Bom prebrala samo en delček. Pisma apostola Pavla Korinčanom o ljubezni. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti. Ljubezen ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli se pa resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, ljubezen vse prestane. Ker eno je vedeti in znati, kaj je ljubezen, drugo je pa ljubezen živeti z dejanji, a ne. Tu pa jaz mislim, da brez Božje pomoči ga ni človeka na svetu, da bi to zmogel. Ja. Ja, hvala lepa, Meta, za ta uvod. Zdaj pa mogoče res k naši osrednji tematiki. Naš naslov je bil vezan na mir. Smo pa rekli včasih tudi pride do tega nemira, ali je to v nas, ali je med dvema zakoncema, ali je to v družini, morda tudi na širše, v službi, drugje. Kaj zdaj stroka pravi o tem konfliktu, kaj pravi Sveto pismo in mogoče tudi kaj potlej, kako bi mir ukomponirali. Ja. Ja, morda lahko, a ne, to, kar je Meta prebrala o ljubezni, lahko bi rekli, da je konflikt nasprotje tega, kar je bilo tam, kar je Meta prebrala, a ne. In to, ko recimo gledamo, konflikt sam po sebi, a ne, je praviloma nekako boleč in si ga nihče ne želi. A ne? A bi kdo želi kdo uživa v konfliktu? Mislim, morda tudi kdo, no, tako bom rekel, ampak večina ljudi, predvidevam, da si ne želi konflikta, želi živeti v miru. A ne? Ampak dejstvo pa je, da vsi se občasno, bolj ali manj pogosto srečujemo s konflikti. A ne? In konflikt je nekaj, kar je pravzaprav skoraj nekaj neizbežnega, a ne? In prej se srečamo s tem, a ne? Zato, ker pač moje pojmovanje, moje videnje, moje hrepenenje, moje razumevanje, a ne, nekako naleti na videnje, razumevanje, hrepenenje, interese nekoga, ki je meni blizu, a ne. In dobro, če je nekdo, ki je daleč in nisva z njim povezana, potem konflikta ne bo, a ne. Če sva pa si blizu, a ne, bo pa prej ali slej, bližje sva si, prej se bova dregnila drug drugega, a ne. In potem, a ne, včasih je neka zabloda, a ne, da tako kot jaz vidim, a ne, pa ti si mi blizu, potem moraš tudi ti tako videti, a ne. Tako kot jaz čutim, potem moraš tudi ti tako čutiti, a ne. Sploh zato, ker jaz tako vidim in jaz tako čutim, je to res, a ne. Mislim, zame je to res, a ne. Ni pa rečeno, da je to res tudi za mojo ženo ali pa za, ne vem, za mojega sodelavca.
a ne. In potem, seveda, v eni točki, ko hočemo pa pol unga do drugega prepričati, da moje je prav, moje je res tako bo, kot jaz želim, a ne. In potem seveda nekako spontana, naravna reakcija druge strani je, da začne se upirati ali pa mene prepričevati v njen prav, v svoj prav, a ne. Posledica je pa konflikt, a ne. In jaz tako gledam, da sam po sebi konflikt, a ne, je lahko, če ga znamo razrešiti, nas pelje v neko rast, a ne. Lahko pa pelje tudi v propad in rečemo skupno uničenje. Tudi to je možno. Imago partnerska terapija uči, da imamo v bistvu ločimo dve vrste odnosov v zakonu. En odnos je nezaveden odnos, kjer pač reagiram na triggerje oziroma na dražljaje zakonca. To so reakcije. Drug odnos je pa zavesten odnos, kjer pa pravzaprav v zavestnem odnosu pa na trigger zakonca prevzamem popolnoma vso odgovornost za svoje misli, za svoje zgodbe, za svoje čustva, občutke, ki jih doživim takrat, ko se me partner na meni boleč način dotakne, a ne. In konflikt je pravzaprav, če ga znam gledati tako, vedno dobrodošel, ker me pelje iz tega stanja, ko je par v simbiozi, to je ta nezaveden odnos, v diferenciacijo. Kaj zdaj to pomeni? V fazi zaljubljenosti, a ne, je faza zaljubljenosti in faza boja. To sta fazi, ko je par v simbiozi. V fazi zaljubljenosti pomeni, midva sva eno in to si ti. Sam, da si zadovoljen, ti zapolnjuješ moje potrebe, kot da sem srečala dušo dvojčico, od nekdaj se poznava, skratka, takrat je lepo, varno in vse svoje projiciram na tebe, ne. Potem zaljubljenost popusti in vedno popusti, par je še vedno v simbiozi in tam velja pa taka logika, midva sva eno, začne se faza boja, se pravi, midva sva eno in eno sem jaz. In par se takrat začne boriti za to, kdo ima prav. In ogromno parov lahko na tej fazi simbioze in nezavedenega odnosa srečno živi do srečne ločitve ali pa do srečne smrti. Takrat ni več varno, zato ker takrat se začneva boriti za svoj prav. Misliva pa, da je fajn, da sva pa spontana v tej fazi boja. Tako, ker je bilo, ko sva bila spontana, ko sva bila zaljubljena in je bilo varno, sva bila v tej spontanosti, ki jo je nosila varnost, zelo ljubeča drug do drugega, igriva drug do drugega, naproti sva si prihajala. Potem pa je še zmeraj simbioza, midva sva eno, eno sem jaz, ne rata več varno. In če sva takrat spontana, v tej spontanosti začneva uničevati drug drugega in se prepričujeva na najbolj nemogoče zoprne načine drug drugega, hočeva drugega pripraviti do tega, da bi bil do mene prijazen in dober in ljubeč. A to deluje? Deluje, samo ne v tisto smer, v katero bi si midva želela. In poznamo tono nekih obnašanj, kako v bistvu žnarimo, cvilimo. Ena gospa pravi, jaz žnarim, jaz citnarim, jaz se umaknem, jaz kričim, jaz vpijem, jaz mu sem nehala prati, vržem ga ven iz postelje, ne odgovarjam mu na message. Do takih stvari, ki potegnejo močno energijo ven, ker je toliko težko biti zdaj v tem težkem boju, da začnem groziti z ločitvijo, se opijam, zapijam, grem v afere, depresiram in podobne stvari. In to je nezaveden odnos, kjer par je v simbiozi, ki ne zna ločiti, da sva dva. In ta simbioza v bistvu odnos kuri.
in tudi kuri konflikt, a ne, daje polenčka na ogenj za konflikt, a ne. In zato ni potrebno nobenega znanja in pravzaprav, da tako živiš, ni potrebno nobene pameti. To je spontano in to gre in praktično gre vedno v propad. In zelo patološke zveze lahko vztrajajo zelo, zelo dolgo, a ne. Da ne rečemo, da posledice teh zvez nosijo pol otroci in lahko smo tudi mi otroci takih, ki smo rasli v takih zakonih, takih zvezah, in če potem ne pogledamo, kaj se je dogajalo in ne razumemo samega sebe, zakaj me zdaj ene partnerjevo dejanje tako ziritira, da v bistvu vse svoje kanone sprožim nanj, ali pa se umaknem in se naredim, ke da ga ni in ignoriram, a ne. Če to ne vzbudi v nama neke radovednosti, kdo sem, zakaj se zdaj to v meni dogaja? Se pravi, če se v meni dogaja, je to moja lastnina, sem jaz odgovoren za to, ni za to odgovoren Rudi, a ne. Pol se je pogovarjati o tem, kako razrešiti konflikte, pravzaprav nesmiselno. Če pa je zadaj radovednost, a ne, kako to, da me ena tako majhna stvar, ki si jo naredil, tako spravi ob živce, in to ne enkrat, ampak zmeraj, da je to tako, ke iz tistega vica, ke gresta dva policaja, a veste, pa en policaj vidi bananin olupek, pa pravi: "O, mater, spet bom padel." Pa on pravi: "Ja, zakaj?" "Ja, zato, ker sem že tokrat, a ne." Da enkrat vedno pademo na enih in istih stvareh, da nama to naredi tak crash, pol je fino se vprašati, kaj v meni toliko boli, da je to, da se me je Rudijev stavek, Rudijevo obnašanje tako dotaknilo, da je meni povzročilo to bolečino. Če imam to radovednost, pol se je o tem, kako razreševati konflikte, smiselno pogovarjati. Drugače pa ne, ker če se pa drugače začnem brez te radovednosti in zavezanosti, da bom odgovorno sprejemal, kar se v meni in v tebi dogaja, začnem pogovarjati, potem se s takim pogovorom začnem skozi bolj odpirati, postajam skozi bolj ranljiv, in če ni zaveze, da bova zdaj rasla skupaj, tudi s pomočjo konfliktov, potem se skozi te pogovore lahko samo nabira municija, kako te bom naslednjič še bolj ranil, a ne. Tako da to so zelo odgovorne stvari. A ne, morda samo še dva stavka, a ne, kot tudi Sveto pismo, a ne, če Meti zdajle v bistvu razložila strokovno, kako Imago teorija gleda na konflikt, a ne, je Sveto pismo morda samo z drugo dikcijo, z drugimi besedami razlaga zelo, zelo podobno, a ne, ker v Svetem pismu je tudi vid, da je konflikt kot pot za neko razodetje, neko odpiranje srca, a ne. In to je neka iskrena radovednost, kaj se dogaja v meni, kaj se dogaja v tebi, a ne. A ne, in cilj konflikta tudi iz Svetega pisma nekako izhaja, da ni zmaga, da ni to, da potolčeš onega ta drugega, a ne, ampak da prideš do neke sprave, do enega obnovljenega odnosa, a ne. In In globjega razumevanja. globjega razumevanja odnosa in mene in tebe, a ne, in da pol narediš korak naprej, a ne, v neki zrelosti, v neki ljubezni, tudi korak naprej, a ne, v odnosu do Boga, a ne, ker, a ne, tudi, a ne, dejansko konflikt tudi po Svetem pismu izvira iz naših grešnih nagnjenj, a ne, iz sebičnosti, napuha, iz jeze, a ne, iz sovraštva, a ne, in tako da dejansko se te stvari zelo, zelo dopolnjujejo. A lahko še nekaj povem, ali je že novo vprašanje? Prosim, Meta, izvoli. Recimo zelo enostavno Če je da ne bi jaz razložiti, smela govoriti, sem delala tako, da jaz sem tako razumela konflikt tako, no, bom eno prispodobo dala, a ne. Če si predstavljamo klavir. Klavir, na zunaj so videti tipke črno-bele, a ne, in pianist v bistvu
po teh tipkah udarja s svojimi prsti. A pa so te tipke tiste, ki dajo melodijo poj? Zdaj saj rabim, da kakšnega vidim, da pokima. A dajo tipke melodijo, a ne dajo tipke melodijo? Dajo. Ne, tipke ne dajo. Sam tisti črno-bel les, ta ne zveni. Ampak ta črno-bel les, te tipke, tipkovnica, je pripeta na trebuh klavirja, na vso tisto reč zadaj za klavirjem. Tam so pa strune, pa kladivca, pa nakovalca, pa pojma nimam kaj, ker jaz nisem nikoli igrala. Ampak zveni pol tist, pa ta oblika klavirja in tako. Nevidni del. Nevidni del zveni. Zdaj pa poglejmo, da sva midva v konfliktu kot klavir. Naprimer, kako pa naj zdaj začnem? Recimo, Rudi nekaj naredi. Rudi nekaj naredi. Eno dejanje je tipka, je trigger. Naprimer, reče mi, ena klasika, da bo, ne vem, ga prosim, a boš vzel faširan meso iz skrine, da bom zvečer, ko greš, preden greva spat, da bom jutri naredila makaron flaš. Naprimer. To je konkretna situacija od včeraj. Ja. A ne? Okej. V redu. Se pravi. In Rudi pozab vzeti ven faširan meso in zjutraj imam jaz zmrznen meso. Toliko drugih skrbi, veste, jaz No, veliko daj, dela. Se pravi, Rudi ni vzel iz zmrzovalne skrine faširan meso. Okej. To je tipka. To je tipka. Kaj pa se zdaj, kaj jaz vidim? Jaz sem ga prosila, rekel je, da bo, naredil pa ni. Ja, a poznamo punce te situacije, kakšne, no, mogoče so vaši drugačni, moj je tak, zdaj že skoraj 50 let. Pa ne bo nič drugačen. Tudi moški kimajo. Pa ne bo drugačen, jaz to že zdaj že sprejela, ampak da razložim. Ob tem, ko ni vzel faširanega mesa, kaj se je v meni zgodilo? Najprej sem o njem zavrtela film, kakšen je. Seveda, a ne, vidim tlele gospod od Stiva, kako kima. In sem prav vesela. In kaj se jaz od tega mislim? Marija, saj sem vedela, ne morem se nanga zanesti, če enega faširanega mesa ne more gor prinesti, takrat ga prosim. To je moj film. In ker jaz vrtim v svoj glav ta film, ki je moja lastnina, se počutim spregledano, neslišano, pa tudi v bistvu nepomembno. A sem zdaj jaz ten prazen dom, ki sem mu tukaj govorila? Aha, zraven pa še vrtim film, za vse sem sama, na vse moram misliti, sej naredi, če mu skozi govorim, ampak drugače pa moram imeti vse jaz v glav. Okay. Same ne resnice, same ne. Ja, no tako. Ampak to je zdaj že vse moje. Film je moj, kaj si v njem mislim, občutki so moji, a ne, se pravi, neslišana, nepomembna, za vse sama. In ko jaz vrtim ta film, svoj scenarij o njem, ki morda je resnica, morda pa ni, in te občutke, čustva, to so pa emocije. Emocije pa pomeni, da nekaj premaknejo. In no, valjda to ta čustva so v meni nekaj premaknila in Rudi je dobil tisto, kar so premaknila. Zato, ker sem mu povedala, kar mu je zašlo, a ne? Ali sem bila jezna, včasih sem imela še več energije, sem bila jezna, pa sem kaj rekla, pa bla, bla, bla. Zdaj sem že malo postala bolj modra, pa držim en cajt surlo. In se malo sama sebi smilim, kako sem za vse jaz ubogareva sama. Ja, tako. Kar bi pa jaz res rabila, je pa, da me upošteva, pa da reče, bom prinesel, ne bom prinesel, da se drži tega, kar mi je obljubil. No, tako. Okej. In struktura pogovora, ki jo imago partnerska terapija uči, je, da ko se pogovarjamo o konfliktu,
je zelo malo od tega, kaj si ti narobe naredil. Seveda, ker poj lahko prevlečeš še 100 let stare zgodbe, ker ženske smo tako zelo pamtilo in se zapomnimo čisto vse, moški pa pozabite največkrat, a ne. Pa to pa še ni vse, se ni zdaj le sam pozabil. A se spomniš, ko so otroka v vrtcu pozabil? Pa še to, a ne, ogromno stvari. Zato v imagu vedno eno dejanje, povedala bom, kaj si naredil, drugače ti bom pa govorila o sebi, kaj se zdaj o meni takrat dogajalo in te za to, kar se v meni dogaja, ne bom krivila. Ti nisi kriv za to, da jaz vrtim ta film, nisi kriv za to, da se jaz tako počutim, ker največkrat so najbolj boleči čustva in občutki, tako kot je pri meni, recimo, neslišanost, nepomembnost, da te ima kar takole za en tret kolo. Tako sem se jaz počutila kot otrok doma, predvsem ob mojem atitu, a ne. In je fino pol te stvari na en strukturiran način, imago ima prav posebne dialoge, rekonstrukcije, frustracije, se učiti to pogovarjati. Če pa grem pol seveda še jaz k Rudiju, a ne, da pa Rudi zdaj meni pove, kako pa je njemu bilo, ko sem surlo zdaj zganam, ko je pozabil, a ne, in kaj si on pa od mene misli, a ne, in kako se on počuti in zakaj se je on tako obnašal, da pa slišim pa še njegovo stran. In če mu verjamem, to je zelo pomembno, in če on meni verjame, potem sva sposobna priti jaz k njemu na obisk v njegov svet, kaj se je zgodilo, da je pozabil, zakaj je pozabila, kako mu je, ko jaz se takole razpištolim. On pa je sposoben priti v moj svet, ki je drugačen. To pomeni, da ta konstrukcija dialoga omogoča med nama most, da se globje spoznavava predvsem na tisti rezini, kjer sva iz otroštva bila prizadeta in ranjena, da se res slišva in da se naučiva pravzaprav potem povedati, kaj rabim, kaj jaz rabim in ne dobim, da tako norim ali pa se tako umaknem. Ker če bom norela, ne bom dobila, če bom imela pa surlo, pa bom vsa užaljena, pa ravno tako ne bom dobila. In se naučim, da moram najti potem, kaj je za vsem tem stiskam jaz potrebujem, pol moram pa za to prositi. Prositi. Moj Rudi nima vohalnega organa, da bi vohal, kaj jaz rabim. On ve samo, če jaz povem. Pa še to ni rečeno, da mi bo dal. Lahko mi bo dal, lahko pa ne. In bom mogla oboje sprejeti, ne. In potem tak način pogovora, da greva drug drugemu spoštljivo na obisk, zavestno, z odprtimi ušesi, srci, v bistvu odpre pogled, da spregledam, da sva si različna, zelo različna, in da iz teh različnosti lahko drug drugega bogativa, ne pa umoriva. To je velika razlika, a ne? Objest. Dobro A spovedal. ne te? Ja. Pa po tolikih letih. Tako je. Lepo ste se pohvalila, odlično vama. Gre štiriročno na tem klavirju. Ja. No, Super, tako. hvala lepa Ja. za, Če to za je ta primer. preprosto, zelo komplicirana zadeva povedana. Tako, pa pojdimo mogoče še s kakšnim konkretnim primerom naprej. Kako bi predlagala, kako bi vidva razložila, če imamo dva morda nasprotujoča si primera? Torej, prvi primer. Zakonca se skregata, dereta se en čez drugega, krožniki letijo po stanovanju, mogoče iz kakega filma so nam takšni znani prizori. Ta drug primer pa na kontra. Zakonca se ravno tako skregata, ampak en razburjeno govori, maha z rokami, ta drugi se pa postavi v kot, tiha maša, ni odgovora, ne bune mu nazaj.
Torej, kako odreagirati v takšnih primerih, v prvem in v drugem, kako čim prej prideti nazaj v to mirno in ljubeče stanje, tisto, kar nam svetopismo pravi, ljubite se med seboj, še bolj pa ne, v zakonih. Torej, s kakšnim nasvetom bi nam vidva lahko pomagala? Ja. Glejte, ko je konflikt akuten, skratka, takrat, ko v svoji glavi vrtimo zgodbo, tako kot je Meti razložila, ko te strune v klavirju najbolj odmevajo, takrat je, mislim, da najbolj pametno, da ne narediš nič. Da jaz temu rečem, da greš na nek mentalni balkon ali pa da narediš en tak notranji time-out. Ker takrat v naši glavi ne deluje ta razumski, logični del, ki je sposoben nekako videti celo sliko. Takrat mi niti približno nismo sposobni razumeti in stopiti v svet svojega moža ali pa svoje žene, druge strani, ker je naša bolečina tako velika in te strune tako zelo močno odmevajo. In to je, in to, kar je, Tanja, to, kar ste povedala, skratka, ta vedenja so reaktivna vedenja. To so vedenja, ki niso zavestna odločitev, ampak so reakcija na bolečino. To je skoraj tako, kot če bi, ne vem, vzel svinčnik, pa bi, ne vem, enega zbodel, bo skočil, se bo umaknil, ali pa me bo nazaj udaril. Tako da to. In takrat je najbolj smiselno vzeti si nek time-out, ne vem, vzeti si 20 minut časa. Mi imamo kar en tak secret code, takole. Če Meti meni takole pokaže, to pomeni, pazi, v moji glavi, to pomeni, ko ona to naredi, to pomeni za njeno, v moji glavi mi bo amigdala odklopila frontalni del možganske skorje. No, to zdaj malo, probam strokovno, ampak skratka, v moji glavi so odprta vrata celega živalskega vrta in če se jim boš približal, preveč ti bo kakšen krokodil nogo odgriznil. In zame je to znak, da jo moram pustiti pri miru, ne vem, 20 minut. Ni tako huda, ampak. Kdaj sem? Ja, kdaj pa tudi. No. In tudi jaz si rečem, lej, Meti, ampak zdaj to že malo znava, zdaj to že veva, to, kar se je prej Meti razlagala, že veva na razumskem delu, kaj se nama dogaja, ampak to ne pomeni pa, da reakcij ni. So, ampak takrat se jih hitreje zaveva in takrat lažje rečejo, pazi, time out. In jaz tudi včasih Meti rečem, dajva bodva zdaj malo tih, da nom kaj tacga rekel, ker bo tebi žal pa meni žal. In pa so malo tih, pa se stvar umiri in takrat je čas, da nekako prevzamem jaz lastništvo nad svojim delom konflikta, Meti pa nad svojim delom konflikta. In praviloma, 15-20 minut, pol ure recimo, prej pa pol ure nekako se stvari kar nekako tako umirijo, da stopa pa pol v dialog in da se pa pol zavestno začneva pogovarjati. No. Zdaj, zakaj je potrebno upoštevati toliko časa? Tukaj spet biologija deluje, mi smo sesalci in večina sesalcev, ko nevarnost mine, se mirno pase naprej. Primati pa ljudje pa rabimo, ko nevarnost mine, da se nam možgani pomirijo, pa ta vagalen sistem umiri pa tako, rabimo pa 20 minut do pol ure. In jaz včasih je Rudi hotel, takoj se kakšno res zmeni. Sem rekla, Rudi, jaz nisem na off-on, ali me pusti pri miru, ali pa ne morem, In zato imava tole, pač odnaša mi, Je pa pol tudi eno
pravilo, ki se ga drživa, da pa potem, ko čas za time-out mine, greva nazaj v igro. To je tako, kot na košarkaškem igrišču, a ne? Če time-out, grejo ven iz igre, se pomenijo, ampak pa morajo špilati nazaj, a ne? Morajo iti nazaj na igrišče. To zdaj ne pomeni, da bom jaz se, ne vem, mulla še 3 ure ali pa 3 dni ali pa da Rudi ne bo govoril. Ne, ne, ne. In ta čas je potreben za to, da v bistvu sama sebe umirim. Jaz se brez Božje moči ne znam umiriti, to vam kar povem. Jaz ne stojim na glavi, ne delam nobenih joga vaj, ne omam, ne mrmram, ne vem, kaj ne počnem, ampak jaz takrat začnem moliti ali pa si ponavljam kakšno Božjo besedo, ta me zelo, zelo umiri, a ne. Ali pa preprosto izročam vso tole svojo šaro Bogu in samo kličem Božje ime, ker je Božja obljuba, da kdor bo klical moje ime, bo rešen, a ne. Tako da to preprosto počnem, a ne. Zelo velikokrat je fajn, ko ste rekla, kako pol spet pripeljati mir, a ne, nazaj. Jaz mislim, da mi, verni poročeni pari, ne smemo pozabiti, da je naš odnos zakramentalen odnos, a ne. To je svet odnos pravzaprav, in imamo dostop do vse Božje pomoči in Božje milosti, se pravi tudi do milosti Svetega Duha, a ne. Velikokrat je fajn, da prosimo, jaz prosim Svetega Duha, jaz ti rečem moja ljubljena ruah, zato ker je v Jezusovem jeziku, ki ga je govoril, pa v hebrejščini je ruah, je veter in je ženske oblike in me je to tako zelo ljubo, tako je moja zaveznica, a ne. In jo prosim, naj mi pomaga najti besede, naj me umiri, ker Sveti Duh, ko je prišel takrat po Kristusovem vstajenju, je dal apostolom moč, da so govorili tuje jezike. Za nas, zakonce, to pomeni, da če se mi zaprosimo za milost Svetega Duha, bomo v moči Svetega Duha lahko govorili najine jezike. Ker moj jezik je metinščina, Rudijev je rudinščina. In če jaz želim, da Rudi mene sliši in razume, je prav, da ga nagovarjam v njegovem jeziku. In obratno. In mi imamo to Božjo moč, da se učimo govoriti jezik svojega ljubljenega. In včasih, če ne gre, jaz včasih, ko spet pridem nazaj, rečem Rudi, a si kaj prosil Svetega Duha? Ja, pozabil. Pa prej preden zalaufava ponovno, ker se Božja pomoč pa pride v trenutku. Kolikokrat Svet mu piše, in tako je bil ozdravljen, in tako je vstal, in tako je stegnil roko. A ne, smo zdajle imeli, da sprejmemo pač Božjo pomoč, a ne. Bolj se mi tako njej ne odpremo, a ne. Ampak odgovornost za to, a bo pol po konfliktih, pa po taki veliki šari, recimo Tanja, ki se je opisala, prišel mir med nama, je pa v bistvu od obeh, in midva sva tako vedno dogovorjena, ne, že čist, še ko sva hodila, sva bila zmenjena, da roko sprave ponudi tisti, ki jo prej lahko. To ne pomeni, jaz imam prav, ti imaš narobe, ampak tisti, ki jo prej lahko. Potem sva si pa dala prav obljubo, če bo pač eden od naju roko ponudil, da jo bo drug sprejel. Ker če je roka ponujena in jo drug ne sprejme, potem odgovornost za konflikt nosi tisti, ki ne sprejme roke sprave. A ne? Da se odpre pač en tisti prostor miru, a ne, ampak nikar, jaz bi že tako rekla, da se tako daleč pride, da krožniki letijo in to je. Se je lahko neka zaveza, da med nama ne bo ne fizičnega, ne verbalnega nasilja, ker je oboje za naše možgane enako, a ne. Ja.
če se mi deremo, a ne, za moškega, da se ženska dere na moškega, posebej z visokim tonom, je tako, kot bi ga v trebuh klal. Zato, ker je v trebuhu je največ teh senzornih celic za kortizol in takrat se to v veliki količini začne sprožati, bolj moškemu kot ženski. In tak moški ne bo nas, ki vpijemo, kričimo, sploh z malo višjim tonom glasu, nimamo šans, da bi bili slišani. Se pravi, če hočemo biti slišani, se moramo najprej umiriti in govoriti z bolj umirjenim tonom glasu. Če pa fantje hočete biti slišani, pa nimate šans, da boste slišani, če boste v svoji luknji pa jami pa nič povedali. Ker ne znamo tudi mi vohati, kaj vi rabite in Ja. želite. Ali pa- Se pravi, ima vsak zase del za opraviti, ne? Ne. Ne pove, ali pa? Ja, ne, tudi, da, skratka, verbalno nasilje, z ene ali z druge strani, tudi z moške strani, je nedopustno, kaj šele fizično nasilje, Tako da, če dokaj pride, se je treba zelo umakniti, zelo pogledati svoj lasten del odgovornosti, prevzeti ta lasten del odgovornosti in se tudi opravičiti. Zdravko je že ne dvakrat roko dvignil, a bo to za pol za na konec ali bo... Ja, jaz sem ravno hotela vprašati, Zdravko bi želeli sedaj vprašati, je tako huda tematika, da ne Mislim, da zdržite. pa še zraven. Ja. Moje Odlično, vprašanje kar je, dajte. zakaj se sploh dva kristjana prepirata? Če recimo sta prebrala 1 Korinčanom 13, pa upoštevata samo eno tisto lastnost, da ljubezen ne išče svojega, ne? Potem po neki logiki ne bi smelo priti do prepirov. Zakaj pride do prepiranja, zanima? Ejde, jaz mislim, da mi smo božji, ampak smo tudi grešni ljudje in se šele razvijamo v celega človeka, ne. Saj jaz sem tole malo bolj sicer dramatično opisala, kakor je res, tako kot učim primer, a ne. Ampak že od začetka v stare zaveze je konflikt. Kain pa Abel, Adam pa Eva, a ne. Mi se moramo zavedati, da živimo na zemlji, kjer je doma zlo in zlo ima velik interes uničiti zakone in uničiti družine. Zato z božjo pomočjo lahko gremo čez to, a ne. Pa tudi poglejte apostole, Jezus je umrl, je vstal, mislim, Pa so se že začeli kregati. pa so bili takoj konflikti in cerkev je razdeljena še do danes ni, zato ker pač zlo je, vendar ne bojte se, jaz sem zlo premagal, a ne. Je pa to smiselno vprašanje z mojega vidika, a ne. Ljubezen ne išče svojega, Zdaj, če svetopisanski maraton, pogledamo prvi konflikt, ki ga imamo, Adam pa Eva. Eva dobi jabolk in ga da Adamu, Adam ugrizne in Bog pravi, ja, zakaj si pa jedel? In Adam pravi, ja, saj nisem jaz, ona je kriva, ona mi ga je dala, In zakaj? Zato, da bo zaščitil svojo integriteto, saj jaz nisem nič kriv, ona je kriva, Eva pa pravi, ne, saj nisem jaz kriva, kača je kriva, Tudi jaz, skratka, mi, človeško je, da pač iščemo svoje, da se hočemo braniti, da hočemo braniti svojo integriteto, svojo podobo, in seveda pol zaradi posledica pa je konflikt, ker grešimo pa vsi, A je spontana reakcija, da prevzameš odgovornost ali da rečeš, ne, nisem kriv, on je kriv, Veliko bolj spontano je, ne reče zmeraj, ampak večina ljudi reče, ne, čak, ne, jaz pa ne, da se začnemo brati, Pa saj tudi konflikt ni nič hudega. Če se znaš prav pogovarjati o konfliktu, je vedno konflikt priložnost za rast in tudi za spoznavanje samega sebe in drugega. Ja, če je iskrena radovednost, Ja, pa znanje. iskrena ponižnost, v smislu, jaz nisem vsemogočni, jaz nisem brez napak, tudi jaz lahko naredim nekaj narobe, in če je iskrena želja, da se ohrani odnos,
To so ti predpogoji, da konflikt lahko pride v rast. Zopet bi rekel, taka logika moja, ne. Če gremo po svetopisemsko gledati, ne, je mož glava, žena je pa pomočnica, ne. In če bi žena res bila pomočnica, ne, potem se ne bi upirala možu in se ne bi kregala. Kako to drži? Ja. To bo ti odgovor, no, ker ti to tako lepo poveš. To je vprašanje, ki ga večkrat slišva, ne. Ampak ima dve plati, ne. Ima dve plati, no, kar povem. No, v Svetem pismu piše, žene bodite, a ne, svet Pavel pravi, žene bodite možem pokorne, a ne. In tukaj je vejica, kjer pravi pa tudi možje, vi pa ljubite svoje žene, kot je ljubil Kristus cerkev. A ne, žena se zelo težko možu popolnoma preda in prepusti, če ni prepričana, da bo mož dal zanjo življenje. In jo bo varoval s svojim življenjem, a ne. Tako da tako kot jaz to razumem, jaz nisem teolog, a ne, pa kot jaz to razumem, ta odnos je v bistvu vzajemen, a ne. In drug drugemu naklanjata spoštovanje, a ne. Če se imata res tako rada, da bosta dala življenje drug za drugega, pol to ni noben problem, a ne. Mislim pa, da Jezus nikoli ni govoril o slepi pokorščini, a ne. Zato, ker preprost odnos je odnos dveh, da rasteta v tem odnosu in postajata v bistvu eno telo. Ampak ne eno telo v bistvu kot odnos, a ne, odnos je eno telo, najina ljubezen je eno telo, ki jo pol naprej hranva, tako no. Da se ne bi zdaj tile besede iz Svetega pisma preveč spreobračale, tako ke nam pač pa retuširale, a ne, more biti celostno pogledano to. Tako jaz vidim to. Hvala, odlično. Ker smo ravno pri Svetem pismu, bi morda vprašala na tem mestu, kako vidva priporočata, da bi pari uporabljali Sveto pismo za ohranjanje v bistvu tega miru, kot pomoč pri konfliktih, mogoče še v kakšni drugi kombinaciji z metodami, ki sta jih vidva preizkusila. Kaj vama dobra praksa pravi? Ja, morda lahko kar povem, kako midva, a ne. Zdaj, eno obdobje sem jaz veliko bral Sveto pismo, tudi sam, ne. Pa je bilo leta, ko sem ga zelo malo, a ne, ali pa nič, ali pa malo. Zdaj pa skozi več, no, tako. A ne, Meti pa že leta bere Sveto pismo, a ne, in razlage, tudi ta Silvano Fausti, tam so ene 3 knjige ima in pol. In tudi midva imava pač, zdaj sva v nekem življenjskem obdobju, kjer imava več časa, a ne, ker, ali pa vsaj lahko bolj samostojno planirava svoj čas, a ne. In imava vsako jutro čas, a ne, čas, da po zajtrku, da se tudi pogovoriva in tudi skupaj moliva, a ne. In takrat pol dostikrat pri nama je pač tako, a ne, jaz včasih povem, kaj sem prebral, ampak tiste par stavkov, a ne, pol pa Meti pa dostikrat pravzaprav kaj prebere, a ne. Pa me včasih vpraša, a ne, a ti prav, da ti preberem, ne. Največkrat mi je prav, ne pa vedno, ne, ker včasih je tega tudi malo več, ne. In pol se tistega pogovarjava, a ne. O Svetem pismu ali pa o tisti razlagi, a ne. In seveda, a ne, nagovorite pa zmeraj tisto, kar se dogaja v tebi, v meni, ali pa med nama, ali pa pač nekje, ne vem, v odnosu do otrok, ali pa do prijateljev, ali pa pač neka akutna, aktualna situacija, a ne. In tukaj nekako vidva, a ne, kot neko možnost, eno prakso, a ne, kako Sveto pismo lahko pravzaprav vsakodnevno
lahko uporabiš v svojem življenju. Tako pač to midva delava. Ne vem. Tako. Ja. No, drugače pa molva, a ne, skupaj molva pol tudi zvečer, rožen venc in izročava Gospodu, to pa zdaj že kar nekaj let. Tudi imamo eno zakonsko, tako, midva sva zdaj že tudi del zakonske skupine, že 42 let, nas je 8 parov, ki se nas srečuje, to smo že veterani. Iz te zakonske skupine smo tudi, je izšla zaradi zdravstvenih potreb in bolezni v skupini, no, ampak smo pol oblikovali še eno molitveno skupino, ki se pa srečujemo zdaj že, ne vem, 13-14 let. Enkrat na teden krožimo od ene družine do druge in zmolimo vse 3 rožne vence za potrebe in zahvale, in je to kar ena taka trdna, močna skupnost. Smo si zelo različni, ki po moje sami od sebe ne bi nikoli bili skupaj, ampak ker je pa Kristus naš center, smo pa lahko, a ne. Ne. Tako. Hvala lepa. Ja. V klepetalniku smo dobili eno zelo zabavno vprašanje. Torej, kako je bilo potem s tem makaronflajšem? A je bil dober, okusen? In kako je prišlo do dobrega rezultata glede notranjega zadoščenja, obogatitve namesto razdiralne prizadevnosti, ki jo je opisala Meta? Če nam še malo poveste, kako se je končala ta epizoda. Ja, prvič, lačni nismo bili, no, tako da, a ne, nekako, tisti makaron flash se je oziroma, ja, faširano meso se je nekako pravočasno še stajal, tako da smo imeli pol tudi ta makaron flash. Ja, je pa tako, no, lahko sam en stavek, ne. Meti se je že malo navadila, da je treba kakšne stvari meni večkrat reči, no. To. Imam pa še, no, pa si ti hotela nekaj reči. Hočem reči, da ta razdiralna prizadetost, a ne, jaz po tolikih letih vsega tega dela, a ne, in s pari in tudi pri sebi, se to na zunaj zelo malo vidi, a ne, ves tale moj vihar. Zato, ker se zavedam, da je to moja zgodba, a ne, in je v bistvu neomikano, da jo stresam na Rudija. Je pa res, da ko še nisem znala vsega tega, pa ko so se nama kakšne stvari rolale pa tako, a ne, bi pa znala ta zgodba tako na zunaj izgledati, ko sem jo zdaj pač opisala zaradi učenega momenta volje, a ne. Pa sej na koncu je treba pač tudi presoditi, a ima zadeva pomen, a ne moreš. Vsak zavesten dialog v konfliktu terja ogromno energije od obeh, ogromno poštenosti in tudi veliko časa. Na začetku so se midva to učila, so ti pogovori lahko trajali tudi po 3 ure. Ampak so pripeljali do rezultatov, a ne, in dlje, bolj, ko sva znala, več, ko sva se to pogovarjala, lažje je šlo, a ne. Zdaj sva sposobna kakšen tak konflikt a la makaron flash razrešiti v 2 minutah, a ne. Ampak hočem vseeno poudariti, da ne ustavimo se pri tem, da Rudi ni vzel makaron flasha iz skrinje, to je samo tipka. Gre za to, da jaz sem prevzela odgovornost, kaj se v meni dogaja, kaj jaz takrat rabim, in da to potem na miren in umikan način povem, a ne. In to sva se pa že naučila, no. To pa lahko, tle se pa lahko pohvaliva, a ne. Ja, a ne, ker, a ne, jaz naredim kakšne stvari, ki so za Meto tipka, Meti naredi kakšne stvari, ki so za mene tipka. A ne, to, da si znava vzeti tisti time out, notranji time out, to, da znava pogledati, kaj je zdaj to, odkot to prihaja, kam me to pelje, in to, da ne skačeva drug na drugega, da sva spoštljiva, a ne, to zdaj že znava, a ne. Je bilo pa včasih tudi zelo glasno, leta nazaj, to pa, a ne, tudi poveva lahko odkrito, a ne. Tako je bilo. A ne, tako je bilo, a ne.
A ne, in morate tako vedeti, a ne, da pač kakšne stvari pa tudi rečeš, ok, le, takole je, taka je, moja je. A ne bo drugače pri teh letih, a ne, in jaz pač sprejmeš, a ne, vse smo rekli, v dobrem in slabem, v zdravju in bolezni, a ne, in taka je, moja je, a ne, in si rečeš, lej, ali se bova požrla, ali bova pa to, kar je, vzljubila, a ne, in pa z leti se naučiš vzljubiti to, kar je, a ne. Tudi če včasih pa kar onflaš, malo kasneje pride, ne. Odlična popotnica se mi zdi, ja. Da se vzljubimo, da tudi v teh majhnih spodrsljajih najdemo kakšno zanimivost za anekdote, ko drugim pripovedujemo. Me zanima, če je zdaj še kakšno vprašanje, drugače bomo počasi proti koncu. Še koga kaj zanima? Bi rad kdo še kaj vprašal? Dobro, vidim, da so naši udeleženci dobili precej odgovorov, s katerimi so zelo zadovoljni, jih bojo verjetno še premlevali. Tudi jaz osebno bom kakšnega premlevala in probala izkoristiti v mojem zakonu z mojim možem, da vidimo, kako bo delovalo, pa bomo kaj poročali, prav? Meta pa Rudi bomo kaj poročali, kako nam gre. Tako da najlepša hvala, res hvala iz srca za ta zanimiv večer, za vse, kar smo danes uspeli naučiti, kar sta nama tako velikodušno podarila, bomo rekli prav kot eno darilo, da ta Sveti Duh nas lahko spremlja tudi v takšnih konfliktih, da je nekdo z nami, ki nas podpira in v bistvu nosi na tej poti skupaj proti Bogu, ne vsak zase, ampak skupaj. Tako da res najlepša hvala za vse te koristne nasvete. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam za prisotnost in za vztrajanje, da ste vztrajali do konca.